Lep pozdrav vsem skupaj. Danes smo se zopet zbrali, da slišimo eno zgodbo, pa predno bomo poslušali zgodbo in se o tem pogovarjali. Začnemo s križem. V imenu Očeta in Sina in Svetega Duha. Amen. Gospod z vami. In s tvojim duhom. Da bomo slišali, razumeli, kar nam Božja beseda danes govori, zmolimo k Svetemu Duhu. Pridi, Sveti Duh, napolni srca svojih vernih in živnih ogenj svoje ljubezni. Pošli svojega duha in prerojeni bomo in prenovi boš obličje zemlje. Molimo. Bog naš Oče, Sveti Duh nas razsvetljuje in uči, naj nam pomaga, da bomo spoznali, kaj je prav in vselej radi sprejemali njegove spodbude. Po Kristusu našem Gospodu. Amen. Da bo beseda padla v dobro, plemenito srce, zmolimo še kesanje, obžalujmo svoje grehe. Moj Bog, žal mi je, da sem grešil in žalil tebe, ki si moj najboljši oče. Trdno sklenem, da se bom poboljšal, pomagaj mi s svojo milostjo. Amen. Zdaj se pa priporočimo še Bogu Očetu in Mariji. Oče naš, ki si v nebesih, posvečeno bodi tvoje ime, pridi k nam tvoje kraljestvo, zgodi se tvoja volja, kakor v nebesih, tako na zemlji. Daj nam danes naš vsakdanji kruh in odpusti nam naše dolge, kakor tudi mi odpuščamo svojim dolžnikom, in ne vpelji nas v skušnjavo, temveč reši nas hudega. Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus. Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in v naši smrtni uri. Amen. Slava Očetu in Sinu in Svetemu Duhu. Kakor je bilo v začetku, tako zdaj in vselej in vekomaj. Amen. Ko je Jezus ozdravil hromega, je bilo veliko ljudi tam, predvsem pa so bili tam nekateri, ki so bili kritični do Jezusa. To so bili farizeji in pismovki. Poslušajmo, kaj se je zgodilo. Jezus je Božjo postavo razlagal precej drugače kot judovski verski voditelji. Med njimi je bila skupina, ki se je imenovala farizeji, kar pomeni oddaljeni, ločeni. Vendar so se izogibali vsega in vsakogar, ki po njegovih predpisih morda ni bil čist. Zelo so se trudili, da bi bili dobri in bi v svojem življenju izpolnjevali tudi najmanjše predpise, ki so bili z leti dodani postavi, katere je judovskemu ljudstvu po Mojzesu izročil Bog. Zapovedi, pomni, da boš posvečeval sobotni dan, so dodali šele na stotine posebnih predpisov. Farizeji so učili, da je v soboto prepovedano vse, kar bi po njihovem mnenju lahko bilo delo. Zdravljenje je bilo delo, zato v soboto nihče ni smel poklicati zdravnika, razen če je bil bolnik tako slab, da bi brez pomoči ne dočakal noči. V soboto je prišel Jezus v shodnico in opazil moža s hromo roko. Zaradi tega ni mogel opravljati nobenega dela in se tudi preživljati ni mogel sam. Zbrani farizeji so Jezusa pozorno opazovali. Ali bo tudi zdaj preskočil njihove predpise in tega človeka ozdravil? Jezus je dobro vedel, kaj premišljujejo. S farizeji je že imel težave, ker svojih učencev ni silil, da bi se držali njihovih predpisov. Pozval je moža k sebi, se obrnil k ljudem in vprašal: Kaj mislite, je sobota dan, ko smemo bližnjemu pomagati, ali ne? Kaj pravzaprav zahteva postava od nas? Nihče ni odgovoril. Vsi so vedeli, da Jezus prav razume Božjo postavo, vendar so se bali svojih voditeljev. Jezus se je ob pogledu na trdosrčne,
brezbrižne obraze farizejev zelo razsrdil. Vedel je, da temu človeku ne želijo pomagati. Skušali so samo spraviti Jezusa v težave, toda on se jih ni bal. Iztegnil je svojo roko in velel možu. Mož je v hipu ugotovil, da lahko iztegne roko, ki je bila prej mrtva in neuporabna, zdaj pa je bila enakovredna zdravi. Farizeji so vstali in odšli. Sklenili so, da Jezusa za vsako ceno se znebijo. Delali so zlobne naklepe in iskali somišljenike. Ja, najprej se morda vprašamo, za Jude je bila sobota Gospodov dan. Ne? Katera je kakšna zapoved, ki govori o tem? Katera zapoved govori o soboti oziroma Gospodovem dnevu? Imamo 10 božjih zapovedi. Posvečuj Gospodu dan. Se pravi, to so 3 zapovedi, prve 3 zapovedi. Veruj v enega Boga, ne skruni Božjega imena, posvečuj Gospodu dan. To je ena zapoved, ki ohranja spoštovanje enega dneva, da vsak 7. dan počivamo, Do Boga. Se srečamo z Bogom med seboj, se pravi, Judje so zelo pozorno spremljali oziroma se drževali, izvrševali zapovedi, posebej te prve 3, zato so imeli tudi hude kazni, če nekdo kršil to zapoved. Recimo, če je kdo preklinjal Boga, so ga lahko kamnali. Če je kdo tudi kršil sobotni počitek, so ga lahko tudi kaznovali, tudi lahko celo s kamnanjem. Tako da so bili zelo natančni. Posebej še potem, ko so bile razne preizkušnje, ko je bilo babilonsko suženjstvo, so se spet vrnili, so rekli, v sužnjost smo šli zato, ker nismo spoštovali zapovedi. To je bila kazen, ker nismo častili Boga, ker smo častili malike, ker smo se navezovali na druge narode, zato nas je Bog poslal v Babilon, da smo se naučili spet spoštovati Boga. In ko so se vrnili iz babilonske sužnosti, so spet obnovili tempelj in obnovili bogoslužja in potem zelo poudarjali postavo zapovedi. In šele potem zelo pozno, tam okrog leta 150, 130 pred Kristusom, so nastali tudi farizeji. To je skupina ljudi, ki so rekli, mi bomo pa strogo držali zapovedi, strogo. In so delali zelo natančne predpise, kaj pomeni se držati teh zapovedi. In to so predvsem take zunanje stvari, kako se treba umivati roke pred obedom, pred molitvijo in tako naprej. To še nekateri danes ljudje, pa tudi muslimani, pred vsako molitvijo se morajo umiti. Če hočejo moliti, morajo najprej umiti. Potem so imeli druge predpise, recimo koliko metrov lahko v soboto naredijo, koliko korakov lahko naredijo. So rekli, tako nekateri bolj strogi so rekli, največ 500 korakov v soboto, nikamor del ne smeš iti. Potem, koliko težko breme lahko neseš. Vse take natančne stvari so imeli določene in tudi, recimo, še danes v Izraelu, če prideš v soboto v hotelu ne smeš pritisniti na gumb, za katero nadstropje si boš šel. Kako pa imajo pol to urejeno? V sobotah dvigalo vsakem nadstropju ustavi. Če je kdo za gor ali ne, ali pa za dol. Zato v soboto ima veliko časa, pol potuje dvigalo dolgo časa, ampak sobota je sobota. Eni so tako natančni, vsi mogoče, ampak nekateri hoteli pa sploh ne moreš, tako je narejeno in ti ne moreš spremeniti. Samo toliko, da vidite, kakšna natančnost je bila pri farizejih.
To je bilo pri njih zelo pomembno, da se vsak točno tega drži. Vse. In so imeli te zapovedi potem razdeljene na predpise in ti predpisi niso zapovedi, ampak so predpisi, ki določajo, kaj se sme in kaj se ne sme. In teh je bilo, se pravi, zapovedi je 10, teh predpisov je bilo pa 630 približno, 650. Ne, ogromno, vsaka malenkost. In če pomislimo danes zakonodaja v državi, ko imamo zakonov, vsak dan novi zakoni, ali vsak teden, vsako leto, mislim, da so rekli enkrat pred leti, v Evropski skupnosti na leto 20,000 zakonov sprejmejo. Zato, ker vse mora tako natančno določiti. Zakaj? Ker se ljudje ne držijo in potem morajo vsako stvar točno omejiti. No, to farizeji. No, to se pravi eno, da so bili tako natančni, drugo pa, da so te stvari delali zelo na zunaj, da so ljudje videli, da so opozarjali ljudi, morate se. In kako so to naredili? S tem, da so si delali posebne obleke, so imeli, lase, zališče so imeli, kape so imeli, oziroma klobuke in take stvari. Ne? To so farizeji, ki so opozarjali tudi na zunaj, pazite se, držite se, mi se držimo, mi smo. Ne? In zato so želeli imeti vedno tudi prve sedeže. Povsod so hoteli biti spredaj, na gostijah, v bogoslužju in tako naprej. Ne? Tako, da so jih ljudje tudi hvalili, ne? So jim na zunaj bi jim morali dati tudi eno priznanje, da so dobri, ker se tako zvesto držijo teh zapovedi. No, zato so bili tudi kritični do Jezusa. Jezus pa ni vse tako natančno izpolnjeval, ker se pravi, kaj je Jezus naredil? Jezus je ozdravljal bolnike, tudi tiste, ki niso bili na smrt bolni. Recimo slep človek ni na smrt boln, ali pa en hrom človek tudi ne. Bilo je pa veliko takih, ki so pa, se pravi, bili bolani, pa jih Jezus po teh predpisih ne bi smel ozdraviti. Bi morali en dan še čakati. Ali pa drugič priti. Ne? No, zato so bili pač ti predpisi, ki so po eni strani tudi ovirali mnoge, da niso mogli tega narediti, kar bi lahko naredili. Ne? Ker če ti dan ne narediš, potem odlagaš, potem velikrat ne narediš. Ampak po drugi strani je pa to, kar so Judje naredili s tem, da so tako spoštovali soboto, je pravzaprav judovski narod ohranilo. Skozi stoletja, skozi tisočletja, ko so bili raztreseni po vsem svetu, ravno to, ker so se tako strogo držali sobota, pa sobota, Gospodov dan. Ne? In so to vedno starši tudi otroke učili. Sobota je, sobota, pazi, kaj se sme, kaj ne. Ne? To je bila ena izmed teh temeljnih stvari, se pravi vera v Boga, potem spoštovanje Boga, pa sobotni dan. Ne? To je ohranjalo judovski narod in jih še danes ohranja. Dobro, to je tudi dan počitka, ki se ne dela, ampak se posluša, se moli, se pogovarja in to je dan družine tudi. Ne? Družina potem, ker ne smejo iti nikamor, so doma, ne? Tudi kuhati ne smejo Gospodov dan. Kaj pa naredijo? En dan prej vse pripravijo. Vse en dan prej pripravijo, tudi za drugi dan minimalno, samo toliko, da imajo, da lahko postrežejo in to, in posode ne pomivajo, pustijo za naslednji dan. Za njih je to nedelja, ne? Ko nedeljo posodo pomivajo. Za nas je pa Gospodov dan nedelja, zakaj? Ker je Jezus ostal od mrtvih, ne? Zato mi nedeljo praznujemo. Dobro, no, zdaj, Jezus je imel to izbiro, ali se držati strogo teh predpisov, pravil, ki so jih ljudje, farizeji, pismovki naredili, ali se držati tistega osnovnega, kar je Bog že v Stari zavezi dal po Mojzesu 10 zapovedi, in ali pa biti usmiljen. Biti usmiljen pomeni biti pozoren na potrebe bližnjega. In zakaj se je Jezus odločil? Biti usmiljen. Biti usmiljen. Je rekel, predpisi so dobri, ampak ne pa glavni.
Ni človek zaradi predpisov, ampak predpisi so zaradi človeka. Predpisi morajo pomagati človeku. Če ne pomagajo, potem so slabi, potem jih je treba odstraniti ali pa jih ne upoštevaš, ali pa vedno ne upoštevaš takrat. Ne? Zato Jezus tukaj pokaže. Se pravi, kdo je gospodar? Sobota je svet dan, ampak kdo je dal soboto za sveti dan? Bog. In Bog lahko tudi... Ni človek zaradi sobote, ne? Ja. Sobota zaradi človeka. Ne? Sobota pomaga človeku. Ne moreš ti zdaj dati ravno obratno, zdaj pa sobota glavna, ti pa nisi glavni. Sužen. Ja. Mi smo, se pravi, ljudje, drug drugemu potrebni, pa Bog. Bog, ja. Dobro. No in zato je torej tudi za nas važno, da smo kaj? Sočutni, da smo usmiljeni, da smo dobri, da smo pozorni. Ne? Če kdo kaj rabi, da mu takrat pomagaš, ne glede na to, kakšna ura je, kakšen dan je, ampak če potrebuje pomoč, da si odprt za to. Ne? Dobro, zato Jezus naredi tudi take stvari na soboto, ne samo, da tistemu človeku pomaga, ampak da tudi nam odpira oči. Da smo tudi mi pozorni in da delamo tako, kot je delal Jezus. Ne proti Bogu, ampak za človeka z Božjo pomočjo. Ne? Tako, bomo zdaj tudi mi... Mislim, da nas čaka veliko dela. Ja, nas čaka veliko dela. Bomo zapeli pesem Klic naš se dviga k tebi, Gospod, zato, da bi se tudi mi veselili, ker nas Gospod kliče, da torej, smo z njim povezani, da nam da moč, da bomo lahko usmiljeni, dobri, velikodušni, potrpežljivi. Klic naš se dviga k tebi, Gospod, naših nam stiskah pomagaj. Klic naš se dviga k tebi, Gospod, glej na nas in reši nas. Nemiren sem, če tebe ni, o moj Bog, tvoj glas naj meni govori, o moj Bog. Pred tabo stati se bojim, o moj Bog, in vendar naj se ne zgubim, o moj Bog. Klic naš se dviga k tebi, Gospod, naših nam stiskah pomagaj. Klic naš se dviga k tebi, Gospod, glej na nas in reši nas. Mi greh ukradel srečo je, o moj Bog, prinesel mi nesrečo je, o moj Bog. Srce po tebi hrepeni, o moj Bog, okrogle greha mi razbi, o moj Bog. Klic naš se dviga k tebi, Gospod, naših nam stiskah pomagaj. Klic naš se dviga k tebi, Gospod, glej na nas in reši nas. Začel bo danes nova svet, o moj Bog, iskati hočem tvojo sled, o moj Bog. Naj k tebi moj korak hiti, o moj Bog, tvoj glas naj meni govori, o moj Bog. Klic naš se dviga k tebi, Gospod, naših nam stiskah pomagaj. Klic naš se dviga k tebi, Gospod, glej na nas in reši nas. Sveti angel, varuh moj, bodi vedno tudi z menoj. Stoj mi noč in dan na strani, vsega hudega me brani. Prav presrčno prosim te, varuj me in vodi me. Amen. Gospod z vami In s tvojim duhom. Blagoslov vsemogočnega Boga Očeta, Sina in Svetega Duha, naj pride nad vas, naj vedno med vami ostane. Amen.